Torej, gospod Hojs, zakaj ste se odločili in predčasno dali svoj glas? Običajno sem vedno hodil na dan, ko so volitve redne, torej ne na predčasno glasovanje. Tokrat pa se mi je zdelo pomembno, da svojo prisotnostjo na predčasnem glasovanju ljudem pokažemo, da se glasovanje udeležijo, torej da delamo reklamo za to, da čim več ljudi pride na volišče, kar je po moje v tem trenutku najpomembneje. Torej, želimo, da ljudje to svojo državljansko dolžnost in seveda pravico, ki jo imajo, tudi izrazijo. Mogoče za koga ste volili, če ni skrivnost? Jasno, po 30 letih, torej leta 1992 sem prvič kandidiral v svojem volilnem okraju, tokrat kandidiram v svojem volilnem okraju drugič. Vmes sem kandidal tudi drugje in tako kot pred 30 leti sem tudi tokrat glas oddal zase. Torej imel sem to možnost, da lahko glasujem zase. Torej zdaj vlada nekako zaključuje svoj mandat. Kaj so po vašem mnenju vaši vladni dosežki v zadnjih 2 letih najpomembnejši? Jaz mislim, da je najpomembnejši dosežek te vlade to, da smo prenesli delitev sredstev na tiste nivoje, kjer ljudje najbolj neposredno vejo, zakaj in kako jih porabljati. Torej, v teh 2 letih so lahko vsi prebivalci Slovenije občutili, da želimo decentralizacijo, da ne želimo, da se vlaga zgolj v glavno mesto, v Ljubljano, ampak da pravzaprav v vsako slovensko občino namenimo nekaj denarja. Torej, to so lahko občutili ne zgolj župani, ampak pravzaprav vsi prebivalci Slovenije, kar mislim, da je eden od glavnih dosežkov te vlade. Zadnje 2 leti ste bili tudi minister. Kaj pa so dosežki Ministrstva za notranje zadeve v tem času? Ena od ključnih stvari, ki smo jih dosegali in seveda o kateri tudi pozitivno pišejo oziroma se izražajo tudi zaposleni na policiji, je gotovo to, da smo zagotovili neprimerno boljšo opremo, osebno opremo, vozila, nov helikopter. V razpisu je nabava novega oziroma 2 novih plovil, torej še kar nekaj, mnogo stvari bi lahko naštel. Posebej pa se mi zdi pomembno to, da smo nekako ljudem izven Ljubljane dali nekako priložnost spoznati, da želimo, da v tej državi velja red in da ta red velja za vse, ne zgolj za privilegirance. Mogoče eno vprašanje samo še za mojega kolega. Gospod Robert Golob je prejšnji teden pokazal, koliko je imel prihodkov v zadnjih 2 letih v Geniju. Zdaj, zakaj se je po vašem mnenju en teden pred volitvami za to odločil, da prikaže te dohodke? No, veste kaj, preberite si današnje pisanje nekaterih portalov, pa boste morda ugotovili, da prihodki, ki jih je kazal, pravzaprav niso vsi. Torej, pravzaprav je res nenavadno, da nekdo do tedna pred volitvami odlaša z razkritjem svoje dohodninske odločbe. To ni naredil nihče drug od predsednikov strank, zgolj on. Torej, sam sem še zmeraj prepričan, da
mnogo stvari skriva in verjetno se bo vse to, kar skriva, razodelo šele potem, ko bo do volitve že upravljene. Lepša hvala. Hvala. Lahko še eno vprašanje tukaj. A vi pa ste to z odstopljenega ministra, da je pod vašim vodstvom policiji padel stopnja odobravanja za polovico? To so verjetno ankete, ki jih vi delate. Ne, to je bila raziskava policije, ki je sama izvedla policija. Policija te raziskave ni delala, policija je upravila interno raziskavo, kjer se je ugotavljalo, da je stopnja varnosti, stopnja preiskanosti in vse, kar je vezano na policijske dejavnosti, mnogo više kot prej. Če pa ste sami delali med petkovimi kolesarji, to raziskavo pa verjamem, da je bil ta procent drugačen. Policija je naredila raziskavo. Ne, vi ste jo naredili med petkovimi kolesarji. Policijo je padlo za polovico, raziskavo od policije. Pa še eno vprašanje, a ste si že dobili novo službo za po volitvah? Zakaj? Zakaj bi poiskal novo službo? Ja, zato, ker boste rabili pač novo službo po volitvah. To pa vas ne, že dogovorjeno novo službo. Gospod Jenull, to vas pa naj ne skrbi. Moja služba naj vas ne skrbi. Imate že dogovorjeno, skratka. Naj vas ne skrbi moja služba. Super, hvala. Hvala, adijo.